Lep pozdrav v novem ponedeljkovem srečanju in tudi v novem letu. Naj bo zdravo, srečno, zadovoljno, predvsem pa naj ponudi tisti preporod k poglobljeni človečnosti, ki si jo vsi želimo. In ravno o tem bova danes govorila, čeprav midva sva danes še v starem letu. Torej snemamo na Silvestrovo, torej zadnji dan leta. In mogoče se kdo sprašuje. Ja, ravno to sem mislila vprašati, a za novo leto bo še zdaj poskrbel za novi videz očali? Ja, z očali, ja. Ponovadi me niste navajeni, da nosim očala, ampak veste, leto, ki je za nami, je bilo zame zelo utrujajoče, zato sem si pripravil švinglistke, smo rekli temu v šoli, ne bi pa videl na njih brez očal, ne? Torej očala to, kar dobro služijo. Se pa tudi spominjam dogodka, ker običajno ne nosim očal, ne? In ko sem pripravljal doktorat, ne, se v svojih srečevanjih za profesorji nisem z njimi družil z očali. Na zagovor doktorata pa sem prišel z očali, ne, ker sem pač imel pripravljen material, pa še človek je majčken bolj nervozen. In ko me je videl eden od profesorjev, je rekel, a danes imaš pa očala za to, da bi bil videti bolj pameten. Nimam jih za to, ampak samo za to, da bi bolje videl. In novo leto sva rekla, da bova začela z pogovorom o dostojanstvu človečnosti in o tem, da smo na pragu nečesa novega in marsikdo se tega novega tudi boji, pričakuje vse skupaj z negotovostjo, strahom. Kako spremeniti, kako obarvati svoje misli misli o prihodnosti v tem času krize? Ja, strah je zelo nekonstruktivno čutenje, ne? Ker dejansko spodbija marsikaj, kar je pomembno na poti v prihodnost. Namreč, če hočemo, da bo pot, na katero stopamo, torej opolnomočena za vse tisto, kar si želimo, je na mestu pogum, je na mestu pozitivna vizija, je na mestu medsebojno sožitje, ki nas dejansko krepi, ki nam daje moči, da se lažje soočimo. Strah pa je tisto čutenje, ki ga z velikim pridom želijo uporabiti manipulanti. Strah in osamljenost vemo, da je najslabša kombinacija, preprosto zato, da bi otrpnili človekovo misel, ne? Da bi človek prišel v tisto čutenje, razmišljanje, doživljanje, da nima nič več smisla. Smisel je, ne? In mi smo, sam bom rekel, v enem čudovitem obdobju preroditve. Če smo v letu 2021 še doživljali neko, bi rekel, ukleščenost v okamenelost, manipulativno okamenelost, se dejansko že začenja ta okamenelost drobiti, prebuja se življenje. Tako kot to čutimo preprosto v družbi, tako kot je zrno najprej zaprto, še ne vskali, potem pa pride čas, ko preprosto prebije tisto ovojnico, tisto lupino in se sprosti v dogajanje rasti, ne? In leto, v katero stopjamo, prav ta prelomnica iz starega v novo, se v zraku, v vsem dogajanju se čuti, da je že prišlo do nekega preboja, da je že prišlo do premaganega oklepa, v katerega so nas hoteli dati, in da se bo življenje prebudilo. Torej, kriza, v kateri smo bili, oziroma smo še, je bila nujna, kajti brez krize preporoda ni. In ta kriza, ki jo doživljamo, je pravzaprav pokazatelj prelomnice civilizacije. Tako sem trdno prepričan, in brez te krize dejansko do te prelomnice ne bi prišlo, ker smo bili primorani, slej ko prej, bomo primorani vsi, če želimo iti naprej, ozavestiti določene manipulativne prijeme, da se bomo iz njih osvobodili in prebudili v poglobljeno človečnost, ne? To pa brez krize ne gre. Kriza je pravzaprav dobrodošla
In tisti, ki so nam jo nastavili, se sploh niso zavedali, ne, da s tem, bi rekli, mi po domače sebi kopljejo jamo. Kajti moč dobrega, in to nam je oznanjal Božič, ne, moč dobrega je večja od moči zla in manipulacije. Zlo lahko obvladuje posameznika, človeštvo nekaj časa, ampak slej ko prej se zlo doživi kolaps v svoje jedro. In dejansko prebije meje časa in prostora, smo rekel, naj izgine tam od to in se več ne pojavlja. Tako da kriza je dobra priložnost bila in je milostno živeti v tem času, v katerem smo. Mi je nekdo rekel, ne, da smo se prav drenjali, kdo bo lahko vstopil v ta prelomni čas civilizacije, kajti takšne obdobje so redka in mi smo v njej, seveda pa moramo za ta preporod vključiti vse svoje potencijale, predvsem pa samozavest lastnega jaza. Taras Karmavnar bi rekel, biti moramo samostojne, avtonomne, posamezne osebe. Nič več ovce, nič več ne smemo dopuščati, da bi drugi razmišljali namesto nas, ampak sedaj je čas zahteve, da nam pokažejo, da iščemo raznolika mnenja, raznolika dejstva, na podlagi katerih bomo z dostojanstvom lastnega premisleka in seveda v pozornem besedovanju prišli do tistih smernic, ki bodo pomagale k temu, kar čutimo v sebi, da se prebuja. To pa je, kot sva rekla, poglobljena človečnost. Noč se krajša, dan bo vedno bolj močan napram noči, in naj se dogodi tako in naj se dogaja tako tudi z našo civilizacijo na raznolikih področjih. Ko govorim to, ne mislim samo na eno področje, ampak na raznolikih področjih na človekovega bivanja. Ampak to je potem naloga vsakega posameznika, da razmišlja, da išče, da prispeva tisti svoj delež. Ko vsak posameznik prispeva svoj delež, potem prispeva tudi skupnost. Ni več časa, da bi se skrival. Ne? Ni več časa, da bi kdo pomislil, kaj bom pa jaz, ne? Saj jaz sem pa nemočen. Lahko povem eno staro indijansko legendo, ki govori prav o tem. Ta legenda govori, kako je v gozdu nastal velik požar, in kako so vse živali bežale, seveda, da rešijo svoje življenje. Med temi živalmi je bil tudi, bi rekel, močni jaguar, ne? Ampak ta jaguar je opazil, da v nasprotno smer, torej v smeri požara, leti pa mali kolibri. In čez čas se zopet vrača v isto smer in leti sem in tja, ne? Potem ga ustavi in reče, kolibri, kaj pa počneš? Ne? In je rekel, letim k jezeru, da bom v kljun zajel vodo in bom gasil požar. In potem mu reče, jaguar mu reče, pa se to nima smisla, ne? Kaj boš ti s svojim majčkinim kljunčkom, kako boš pogasil ta siloviti požar? Pa mu reče, kolibri, veš, gozd je del mojega življenja. Jaz sem z gozdom povezan, gozd in jaz v eno. In jaz moram storiti v tej krizi, kar zmorem storiti. Ne? Takrat pravi ta indijanska legenda, da so se prebudili gozdni duhovi in da so vzbudili silno nevihto, ki je pogasila požar, ker je kolibri naredil to, kar je njegova dolžnost. Ker ko posameznik, pa čeprav se zdi neznaten, naredi, kar je njegova dolžnost, v prebujanju človečnosti, vse sile stvarstva stopijo skupaj, da ga v tem podprejo. Če pa ne naredimo, seveda sile stvarstva dejansko nimajo po kom učinkovati. In ko so indijanske babice pripovedovale to zgodbo svojim vnukom, so končale to pripoved, če hočete videti čudovite, čudežne spremembe, naj naredi vsak izmed vas samo to, kar zmore. Mali kolibri ali pa recimo tudi močni jaguar. In v bistvu smo v tistem času, ko je vsak izmed nas poklican, da stori to, kar zmore.
v prebojevanju človečnosti. Delavec, ne vem, v tovarni, da prijazno pozdravi slehernika, da ne dovoli polarizacije, da ne dovoli, da nas zaradi takšnih ali drugačnih raznolikih mnenj, dejanj polarizirajo, ker te ljubezen sožitja je največja. Ne? Učitelj na področju svojega poučevanja, da prebuja horizonte pristopa do otrok, do učencev, da prebuja predvsem to, da bo treba zopet dati otrokom material, da bodo razmišljali, ne samo, da bodo ponavljali, kajti naša civilizacija je zašla v krizo tudi zato, ker nismo več usposobljeni za premislek na podlagi raznolikih dejstev. Ne? Mi smo postali leni, mi samo še ponavljamo, kar nam reče avtoriteta in ker je podatkov tako veliko, preprosto nimamo časa, da bi vzeli vse ta podatek v premislek, ampak zato, da smo potrjeni kot uspešni, samo ponavljamo stvari. Zopet duhovniki na svojem mestu, ne? Prebujati, pomagati ljudem, da se v globini lastnega duha odprejo Božjemu duhu, za ta navdih, za to prebujevalno energijo, ki se dogodi v srčiki naše osebnosti in ki potem da na nek način prebudi navdih v mislih in pa posledično v ravnanju. Zdravniki, zdravstveno osebje, zopet na svojem mestu, torej vsak tam, kjer je. Vsak lahko na svojem področju naredi tisto, kar je za žlahtnost človeštva. Predvsem pa v bistvenem elementu družbe, to pa je seveda v družini. Da recimo tudi zakonci, ki so v krizi, da pomislijo, da je ta kriza priložnost, da ozavestijo svojo vlogo, da prepoznajo in ozavestijo tiste temeljne potrebe, ki omogočajo žlahtnost sobivanja. Mogoče bomo o tem v kratkem, ja. Jaz bom pozabil, ti si bo zapomnila, ja, za žlahtnost sobivanja. Vstopam v tolike priložnosti v letu, ki je pred nami, in je recimo to tista vznemirjenost pričakovanja z nastavkom optimizma. Kajti luč je močnejša od teme. In to je kozmična zakonitost, ki jo potrjujejo tudi, sam rad opomnim, ki je bil že tudi na en gost, oziroma tvoj gost, Andrej Detela, ki je matematično dokazal, da gre vse v smeri sintropije, torej meni harmonije in ne entropije velikega kaosa. Tudi to kaže na to, da se splača pridružiti druščini, ki prebuja človečnost, kajti v nasprotni smeri nastavimo sami sebi zanko. To je pa škoda, ker smo vsi v neizmerni priložnosti svetega in svetlega. Slutim odgovor, ampak kljub temu za konec vprašanje. Optimistično zreš v letu, ki je pred nami? Zelo optimistično. Vedno znova srečujem ljudi, ki so mi v navdih. Ljudi, v katerih zaznavam, kako Božji duh prebuja njihovega duha. In tudi sami mi pripovedujejo, da še pred časom niso bili tako prebujeni in da sami ne vedo, kaj jih je v to svetlo vizijo prebudilo. Jaz povem, ne? Veste, zgoraj je zapisano, pa lahko rečeš, je to kozmična zakonito ali pa Božja, ne? Smo v situaciji, naš planet, naša zemlja, človeštvo je v situaciji, v kateri izstopamo iz dobe zadremanosti, kot bi rekli budisti, v stanje budnosti. In te prebojenosti ni mogoče zaustaviti. Tudi tisti, ki bi jo radi, naj izstopijo iz zanke, ki so jih hoteli nastaviti drugim, da jih ta zanka ne bo ujela na početju, ki je nespodobno, če živiš poslanstvo človeka v služenju človečnosti. In kaj naj bo želja, tista tvoja največja za nas vse? Bodimo povezani v srčnosti, raznoliko mislimo, raznolikih prepričanj smo, ampak to, kar je božansko v našem odnosu, je ljubezen. Ljubeča pozornost, seveda to ne pomeni, da lahko počnemo karkoli. So temeljni principi sobivanja, spoštljivost, pravičnost, odgovornost. Več pa odprtost duha, odprtost uma, zavest, da vsak izmed nas govori samo svoje osebne spoznavne resničnosti. Jaz vam nikoli ne govorim resnic,
govorim vam pa iskreno svoje osebne spoznavne resničnosti in sem željan slišati vaših. Ne zato, da bi se razvil prepir, pač pa zato, da bi na nek način raznolikost misli omogočila, je kot lestev, ki nam omogoči, da priplezamo, da pridemo više. Obenem pa v tej raznolikosti vadimo, tako kot pri petju več glasov, v več glasju dosegati to, kar je pomembno za skupne cilje nas osebno, družine, kraja, naše domovine in planetarnega občestva. Bodite srečni, bodite zelo, zelo samozavestni pri svojem koraku, ki ga delate nikoli samo zase, ampak za bojenje tega, kar je za večjo medsebojno žlahtnost. Srečno.